11. junija, na dan smrti velikega slovenskega pesnika Otona Župančiča, je v Vinici, njegovem rojstnem kraju, zvenela Župančičeva frulica. Tako so poimenovali projekt, ki ga z namenom spodbujanja govorniške in pesniške ustvarjalnosti že 22 let vodi Črnomaljski zavod za izobraževanje in kulturo. Letošnja res 22. Župančičeva frulica je rekordna tako po številu mladih deklamatorjev, kar 80 jih je bilo prijavljenih, mladih pesnikov pa 98, se pravi in osnovnošolskih in srednješolskih, skupaj pa iz 100 različnih slovenskih osnovnih šol prihajajo in pesniki in deklamatorji. Ločeni strokovni komisiji sta ocenili delo mladih pesnikov in deklamatorjev ter vsaki kategoriji izbrali 5 najboljših, ki so se udeležili sklepne prireditve na Vinici. Deklamacije so bile, mislim, da precej boljše kot lani, veliko bolj je jasno, veliko bolj so pogumni. Zato je imela komisija težko nalogo. Izmed 80 osnovnošolskih deklamatorjev so morali izbrati 5 finalistov, ki so se predstavili na viniškem odru. Svoje govorne nastope so lahko izbirali med pesmimi Zvezdane Majhen, ki je z zanimanjem prisluhnila njihovim deklamacijam. Ko takole slišiš pesem iz ust otroških, za vso to pravilno izgovorjavo, prisrčnostjo, z vso bitjo njegovo, ne? No, se v zadnje rečeš, se jaz pa odlične pesmi pišem, samo ne interpretirajo jih vedno pravi ljudje. Tokrat je strokovno komisijo najbolj navdušil šestošolec Matic Božič iz Pirnič, ki mu je književnica Zvezdana Majhen izročila pastirski rog, simbol govorništva. Super, nekaj, odlično. Med 71 osnovnošolskimi pesniki so strokovno komisijo s svojimi pesmimi najbolj prepričala dekleta iz Ljubljane. Na dnu modrookega, hladnega morja, v kristalnem, srebrnem objemu valov, pred zlatimi vrati obličje obzorja, pod čudežno zvezdo sanjavih okov, vojati prosojnih in pisanih ribic, med otoki velikih rdečih koral, v živo bleščečih drobnih mehurčkih, zaprta v mesečev opal, obdana s sončnimi trakovi, oblita z večnimi spomini. Tako je zvenela zmagovalna pesem Sofije Agnese Jakuncove, ki je pred 2 letoma kot najboljša deklamatorka prejela pastirski rog, letos pa še Župančičevo frulico. Župančičeva frulica, to je nekaj, kar sem si dolgo želela. Sicer pa Sofija Agnesa ne piše pesmi v materinem jeziku. Ne, jaz sem Rusinja po narodnosti, po mami in očiju in po vseh prednikih, ampak tako rečeno imam jaz 2 domovini, ena je Slovenija, druga je Rusija, tako da oba sta mi nekako rodna jezika, oba sta mi enako blizu. Tako pa je svojo pesem Nokturno predstavila mlada pesnica Talita Sofija Komelj, ki že 4 leta obiskuje solo petje. Ja, v glavnem jih pišem tako, da jih potem uglasbim, napišem skladbe, a ne. Pravzaprav tudi pri tej pesmi sem si jaz zraven mogla predstavljati petje. Brez petja, le s prebiranjem svojih pesmi so se predstavili srednješolski pesniki finalisti. Na koncu pa je za svojo pesem Ljubil si druge svetove Župančičevo frulico prejela Katarina Gomboc, dijakinja škofijske klasične gimnazije. Ljubil si druge svetove in druge spomine, o katerih si molčal, o katerih ni vedel nihče, razen morda lesenega razpela nad tvojo posteljo. Vendar si po noči vseeno videl, kako mrtvi Jezus odkimava in se mu v očeh svetijo solze razočaranja. In to te je najbolj bolelo. Katarina, ki pesmi piše že od 5. leta starosti, je prejela že kar nekaj nagrad na šolskih tekmovanjih. Ja, ampak si pa želim, da bi imela svojo lastno pesniško zbirko. Zelo si želim, ampak v teh časih to ni tako zelo preprosto.
Na Črnomaljskem zavodu za izobraževanje in kulturo pa si želijo razširiti in nadgraditi projekt Župančičeva frulica. Mi v mislih imamo različne delavnice, ki bi jih čez leto lahko v okviru Župančičeve frulice prirejali za mlade deklamatorje, mlade pesnike in njihove mentorje, kar bi pripomoglo k temu, da bi se mentorji in pa mladi še nekako bolj kakovostno posvečali temu svojemu delu. Zaenkrat je to le pobožna želja. A Župančičeva frulica bo gotovo zvenela tudi prihodnje leto.